Električna kolesa, električni skiroji so lahko nevarni v tem smislu, da se pojavijo na istih površinah, kot so druga prevozna sredstva. Tudi navadna kolesa, skiroji in pa seveda pešci. In ko se vsi ti gibljejo po istih površinah in pri različnih hitrostih, je to lahko veliki problem, ker so tudi višje hitrosti pri teh e-skirojih, e-kolesih. Druga stvar so pa neravnine, poškodbe na voziščih, nivoji, se pravi robniki, kjer pa lahko pride do padcev, se pravi do poškodb samih uporabnikov. Ko smo v avtomobilih, moramo biti previdni na njih, da predvidevamo, da se lahko zgodi, da so premiki z vozili zaradi kakih neravnin na cestišču. Druga stvar je pa v drugo smeri, da se ne smemo mi, ko se peljemo z e-skirojem, peljati samoumevno, vse se mi nič ne more zgoditi, ker imamo pač določeno hitrost, ki pa je lahko nevarna, ko se ta hitrost na hitro stavi. Se pravi, ko prije do trka, pri 25 km/h so že lahko določene posledice. Na vseh teh prevoznih sredstvih bi se morali osredotočiti, tako kot v avtomobilu, na vožnjo, da smo varni, da pazimo na druge udeležence in vsaka stvar, telefoni, slušalke, poslušanje glasbe, vožnja z eno roko je lahko nevarna, plus tega pa še neuporaba same čelade. Pred samo uporabo e-skiroja ali e-kolesa je zelo pomembno, da ga sploh poznamo, na kak način deluje, ali vse deluje tako, kot je treba, kako hitro se ustavi, glede na to, da je višja hitrost, ali je kakšna razlika med navadnim kolesom in e-kolesom. Svetlobna telesa, da so nameščena, če niso, da se jih mogoče dodatno namestimo, da smo res čim bolj vidni in na ta način tudi bolj varni in da nas drugi vidijo. Marsikdo se prvič sreča z e-skiroji, zato je pomembno, da prvi korak naredi mogoče po trgovini, da ga preizkusi, da sam opazi, ali je to za njega sploh primerno ali ne.